Dobrodošli nazaj. Besedo že predajam Tini Kastelic, strokovnjakinji z področja HR, ki se je v zadnjih letih specializirala za kompleksne kadrovske rešitve. V svojem predavanju bo osvetlila, kako v podjetjih zgraditi organizacijsko kulturo, ki podpira razvoj digitalnih kompetenc. Tina, izvolite. Hvala. Pozdravljeni. Sem Tina Kastelic, psihologinja in direktorica podjetja Kompetenca. V luči današnje konference bi posebej poudarila še dve svoji vlogi. Sem tudi vodja projektne pisarne in kadrovski partner za kompetenčni center na področju razvoja kadrov znotraj IKT in pa prav tako sodelujem tudi kot kadrovski partner s SRI.KT horizontalno mrežo, ki jo vodi GZS in se trudijo za napovedovanjem kompetenc, kar se mi zdi res en tak super projekt. Če kar pogledamo, zdaj jaz bom začela z enim takim slajdom iz World Economic Foruma, kjer se trudijo napovedovati kompetence in kot lahko opazite za 2020, moramo upoštevati tudi to, da korona krize še niso vedeli, da bo. Vidimo, da je večina kompetenc v bistvu mehkih, socialnih kompetenc, vidimo reševanje kompleksnih problemov, kritično razmišljanje, čustvena inteligentnost in podobno. Lahko pa opazimo tudi, da leta 2020 so pa že predvidevali, da se vključi tudi več teh tehničnih kompetenc, vidimo tudi, se pravi, uporaba naprednih tehnologij in če postavimo to v nek kontekst, zdaj tudi, ko smo vsi videli, kako je, ko je prišla korona, kako pomembno je, da znamo uporabljati tehnologije, se mi zdi, da se je to samo še malo premaknilo na čas zdaj in da bo ta pomembnost samo še rasla. Jaz vedno rečem, da se vse začne in konča pri ljudeh. Zavedati se moramo, da ne glede kakšne tehnologije so nam na voljo, ne glede kakšno opremo, strojno, tehnično imamo na voljo, na koncu so ljudje tisti, ki jo znajo ali pa ne znajo uporabljati. Zaradi tega se mi zdi res pomembno, da vzpostavimo znotraj svojih podjetij kulturo, ki omogoča vsem posameznikom, da se razvijajo, da rastejo, da napredujejo in v bistvu, da tudi razvijajo lastne kompetence. Zdaj, zato, da se razvijajo neke kompetence, imamo 3 vloge. Jaz bi tukaj vseeno rekla, da je še 4. vloga HR-a, o kateri bo več govorila Ines Gergoric, s katero tudi sodelujemo. Ampak ena je vloga organizacije, se pravi, da imamo mi ustrezen sistem, ki nam omogoča to, da kompetence razvijamo. Druga so vloga vodij. Vodje so tisti, ki v bistvu dajejo zgled, ki imajo večjo odgovornost in večjo vlogo pri tem, da se razvijajo kompetence znotraj podjetij. In potem zelo pomembna vloga je vloga posameznika, kajti mi smo tisti, ki imamo na koncu znanje in to je nekaj, kar nam nihče ne more vzeti. Zdaj bi se pa jaz kar sprehodila po posameznih vlogah in tudi malo več povedala, kaj pa kako. Se pravi, pri vlogi organizacije meni se tukaj res zdi pomembno, da se zavedamo, da se začne pri organizacijski kulturi. Se pravi, da mi imamo znotraj podjetja kulturo, ki spodbuja to, da se mi stalno učimo, ki spodbuja tudi to, da človek pove, da nečesa ne zna. Ker če jaz ne upam povedati, da nečesa ne znam in se potem ta napaka pokaže kasneje, recimo na projektu, ki je že oddan, imamo večji problem. In tukaj, da se navežem na to drugo točko, psihološke varnosti. Se pravi, jaz kot posameznik moram verjeti v to, imeti zaupanje, da če pokažem, da sem ranljiva, da nečesa ne znam, da nečesa ne vem, da to nek drug posameznik, ne vem, sodelavec, vodja, v nekem drugačnem kontekstu tega ne bo izrabil proti meni, da bo rekel, Tina, zadnjič si rekla, da nečesa ne znaš, zaradi tega ne moreš tega projekta zdaj zanimivega dobiti. Ampak da bo rekel, okej, v redu, pač vidimo, da nečesa še ne znaš, dajmo se ukvarjati s tem, kaj pa lahko, kako pa te kompetence, veščine, sposobnosti, znanja lahko pridobiš, kakšno pot bomo obrali zaradi tega, da boš ti res postala kompetentna na tem svojem področju. Zdaj, zelo pogosto govorimo tukaj o kulturi delanja napak. In jaz, ko sodelujem s podjetji, mi pogosto direktorji rečete, Tina, mi si ne moramo privoščiti, da delamo napake. Ja, in to je zelo res. Definitivno ne moramo oddajati nepopolnih projektov, zamujati rokov in podobnih stvari. Ampak znotraj tega celotnega procesa je pa siguren en prostor, en delček,
kjer pa mogoče lahko naredimo posameznik kakšno napako, se iz nje nekaj nauči, popravi, dobi nov poskus. Ker če smo čisto iskreni sami pri sebi, vse projekte, ki jih pogledamo, ok, mogoče je kje kakšen, ampak večina nas ima pa izkušnjo, da nikoli ne gre čisto vse po planu, da se je treba prilagajati, da je treba kakšno stvar se na novo naučiti, da je treba kakšno zadevo iz drugega zornega kota pogledati, ne? In se učimo. In se mi zdi to pomembno, da se razvija kulturo, kjer se iz napak učimo, kjer rečemo, ok, naredili smo napako in ne rečemo, kdo jo je naredil in ga potegnemo ven zato, da ga bomo kaznovali, ampak da rečemo, ok, dajmo to zadevo analizirati, dajmo pogledati, kaj se je zgodilo, zaradi česa smo prišli do te napake, ne vem, ali smo imeli premalo informacije, smo na kaj se preveč zanašali, kako nam lahko to pomaga, da bomo drugič drugače, a ne? Se pravi, da je odnos do teh napak, ne da iščemo krivca, se pravi, da ima oseba strah in potem skriva napako in se Bog ne daj pokaže šele, ko je projekt že zunaj in teče v nekem podjetju in potem moramo reševati, ker ima to bistveno večje posledice, ampak da te stvari v bistvu pravočasno oseba tudi upa povedati, a ne? In tukaj ta transparentnost se mi zdi tudi zelo pomembna. In tukaj tudi pogosto dobimo vprašanje, se pravi, moramo vse informacije deliti z vsemi. To bi bilo optimalno. Ne. Definitivno ima vsako podjetje malo drugačno kulturo in način komunikacije in tudi to, koliko informacij deli. Sicer pogosto, ne, v IT branži pač opažamo, da je več te odprte komunikacije, ampak ne povsod. In se mi zdi, da sploh zdaj v luči trenutne situacije zdajle ni ustrezen trenutek, da začnete čist na nov način komunicirati. Ampak da se zavedate, kam želite, koliko želite biti transparentno komunicirati in počasi delate korake v tem, ker je sprememb že v sami trenutni situaciji že tako veliko, da smo vsi malo v frustraciji in ni dobro, da to izkoristimo kot za neko priložnost, da uvedemo še neke dodatne, mogoče tudi ne čist najbolj nujne spremembe. Tretja stvar, ki se mi pa zdi tudi vloga posameznega podjetja in organizacije, je pa, da ponudi sistem. Se pravi, sistem, kako bomo nekaj spremljali, kako bomo ocenjevali kompetence, kako jih bomo razvijali. Se pravi, da se s tem ne ukvarja vsak vodja, vsak posameznik posebej, ampak da se ukvarjamo s tem vsi skupaj. Se pravi, da sistem že ponudi neke rešitve in je to za vse pač ljudi, vodje, posameznike podobno, enako in imamo neka jasna merila. Vsi dobro vemo, a ne, da imajo vodje neko posebno vlogo. Vodje imajo malo večjo odgovornost in predvsem imajo tudi večji vpliv na to, kako se neke stvari v podjetju vrtijo, dogajajo. In zato se mi zdi ta vloga vodij tukaj res, res zelo ključna, ko razvijamo kompetence drugih, ko govorimo o tem, da se pogleda, kje sploh smo, kam si želimo in kako bomo to razvijali. In tukaj se mi zdi zelo, zelo pomembno, da imamo jasne dogovore. Se pravi, da posamezniku tudi povemo, se pravi, kje je, kaj od njega pričakujemo, ali so kakšni časovni roki, kaj je naloga posameznika naredi, kako mu jaz, kot vodja, lahko pri tem pomagam, ali mu sploh lahko pomagam, ali bo to pomagal mentor, kakšno dodatno zunanje izobraževanje, ampak da se to jasno dogovorimo, se pravi, da ne pustimo nekje v zraku. Ker to je tako, a veste, če pustimo ena vrata v sobi odprta, ker je osebi težko, gre hitro čez tista vrata, na malo ven pobegne in potem se stvari ne zgodijo. Ker zapomnite si, razvijanje kompetenc, razvijanje veščin ni vedno enostavno. Gremo malo iz cone udobja, ukvarjamo se s tem, da nečesa ne znamo, smo negotovi. In zaradi tega je fajn, da imamo tukaj neko jasno strukturo, ki nam omogoča tudi to neke vrste varnost. Druga stvar, ki je naloga vodji, je to, da dajete povratno informacijo. Jaz vem, da se to zdaj zelo veliko poudarja in da tudi mogoče razni psihologi, komunikacijski trenerji, coachi, mogoče včasih postavimo malo previsoka merila za to, kako povedati povratno informacijo. Ljudje smo pač različno vešči, različno se tega lotevamo, ampak največja napaka, ki jo pri tem lahko naredite, je, da posamezniku ne podaste povratne informacije. In včasih tudi, če smo malo bolj kritični ali pa malo prenežni, samo da povemo, da ve posameznik, kje je, a je na pravi poti, a razvija prava vedenja, prave veščine, ali si nismo mi tega čisto tako zamislili, pa bi mogel malo to v drugo smer zapeljati. Se pravi, da ve, a mu gre in kako mu gre in kje znotraj tega svojega procesa razvijanja kompetenc oziroma napredovanja po znanju je.
In da je to kar sproti in da je to vključeno v proces, da si rečete, ok, za to osebo si bom enkrat na mesec vzel čas, pa ji bom povedal neko povratno informacijo, če je to moja vloga. Struktura. Jaz pogosto, recimo zdaj imamo marsikdo med nami ima otroke doma in tudi vidi, da če ni jasnih pravil, je v bistvu potem en cel kaos. In zelo podobno je tudi v podjetju. In zapomnite si, v prvi vrsti, sicer je zadnja točka, ampak najbolj pomembna, vodje smo zgled. Če jaz sama sebe ne izobražujem, če ne stremim k razvoju napredka, če ne priznam, da nečesa ne vem, nihče od mojih zaposlenih ne bo. Tako da zaradi tega je res pomembno, da se kot vodje vprašamo, ok, kakšna vedenja želimo videti pri svojih zaposlenih in smo mi prvi v vrsti, ki ta vedenja tudi živimo, izražamo, kažemo. Čeprav nam je včasih malo težko. Potem pa še ena stvar, jaz v IT podjetjih pogosto opažam, ker je kadra malo premalo, da dobimo pol malo take razvajene otroke in se pogovarjamo samo o pravicah, o tem, kaj je treba in posameznik kar malo čaka, saj bo kadrovska povedala, saj bo vodja povedal. Pomembno je, da kot posamezniki vzamemo aktivno vlogo in da se zavedamo, da mi sami smo prvi v vrsti, ki moramo skrbeti za lasten razvoj, ker mi lahko kariero zamenjamo podjetje, znanje, izkušnje, to nam vedno ostane in gre vedno z nami. In pomembno je, da se tudi sami sprašujemo, kam se želim razvijati, kdo kot strokovnjak, kot oseba želim postati in da ne zaspimo. Se pravi, da smo prvi v vrsti, ki v bistvu tudi skrbimo za lasten razvoj, ki tudi povemo vodjem, lej, jaz tega mogoče še ne znam, ali pa lej, to je pa nekaj novega, bi se pa jaz želel naučiti, lej, sem že malo gledal, tukaj imam en konkreten predlog za vas. In da postavljamo tudi neke meje, zdrave, konstruktivne meje, ker da poskrbimo za to, da smo mi ok. In zdaj še za konec, kaj se mi zdi resnično pomembno, s čim želim, da odidete in da si mogoče posebej zapomnite. Se pravi, dajte znotraj podjetij opredeliti znanja, veščine, ki jih želite, da jih ljudje imajo. A ne, se pravi, da je to sistem, da je to jasno, da je to za vse enako, da ljudje nimajo občutka, da so pa oni zdaj za kaj prikrajšani oziroma da je pri njih drugače ali pa da se jim godi krivica. Se pravi, ta jasen sistem. Komunicirajte. Enkrat ni dovolj. Se pravi, tukaj treba posebej veliko komunicirati, dajati povratno informacijo, opolnomočiti vodje, da znajo delati potem naprej z ljudmi, ker tukaj ni samo vloga kadrovske, tukaj predvsem vloga vodij, da je to njihov, da ta projekt oni posvojijo, ker ga oni potem uporabljajo in njim služi kot neka dodana vrednost. Merite objektivno. Včasih se določene stvari da zelo super zmeriti, določene pa malo manj super, sploh pri socialnih kompetencah ali pa takih nečist tehničnih se včasih malo zatakne in težko opredelimo. Tako da te sistemi nam služijo za tega, da lažje opredelimo, da tudi lahko definiramo željeno stanje, da posameznik ve, kam gre, kam napreduje. Razvijajte lastne ljudi, se pravi, da imate sisteme, ki omogočajo, da kontinuirano se vsi posamezniki znotraj podjetja razvijajo in posebej pazite, da so tudi vodji tisti, na katerih je še posebej velik poudarek. Ker če mi samo od drugih podrejenih zahtevamo, da se razvijajo, sami mi se pa ne, v bistvu potem nam vse skupaj pade v vodo in ne moramo poskrbeti za to, da bo res tukaj neka kultura stalnega vseživljenjskega učenja, o čemer se res veliko govori. Sploh v IT svetu, ko gre tehnologija pa svet tako hitro naprej, da enostavno ljudje se morajo ves čas izpopolnjevati. In ustvarite okolje, kjer bo razvoj možen. Se pravi, to, kar sem govorila, psihološka varnost. To, da se ljudje počutijo varno, v redu, da si upajo tudi povedati in priznati, da nečesa ne znajo in da dobijo, ok, kako bomo pa te razvili, ne, ok, zdaj pa pač nisi z nami več na tej ladji. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, za vašo pozornost in si želim, da vam uspe čim bolje implementirati kulturo razvoja podjetij.